Gledalke in gledalci, Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija Evropske unije. Njegove odločitve pa vplivajo tudi na življenje v Sloveniji. 9. junija smo izvolili 9 svojih poslank in poslancev oziroma predstavnikov v Evropskem parlamentu. Danes bodo prvič sedli na svoje poslanske sedeže. Za vas smo pripravili zanimiv prispevek. Po junijskih volitvah bo ta teden v Štrasburu potekalo ustanovno zasedanje 10. sklica Evropskega parlamenta, začelo pa se bo danes. Najprej bo 720 poslank in poslancev volilo predsednika oziroma predsednico Evropskega parlamenta, nato pa tudi 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev. Prav tako bodo glasovali o kandidatki za predsednico Evropske komisije ter določili število in sestavo odborov, pododborov in delegacij Evropskega parlamenta. Pred prvim zasedanjem je predstavništvo Evropskega parlamenta v Sloveniji v petek pripravilo kratek briefing s 3 od 9 izvoljenih poslancev novega mandata iz Slovenije. Prvič sta bila v vlogi evropskega poslanca dr. Vladimir Prebilič in Matej Tonin, ponovno pa je bil izvoljen Matjaž Nemec. Med drugim so komentirali sklepe Evropskega sveta junija v Bruslju, ki jih je povzel moderator in novinar Dino Subašič. Torej, voditelji držav ali vlad so za naslednjega predsednika Evropskega sveta izvolili nekdanjega portugalskega predsednika vlade Antonija Costo, za kandidatko za predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, za kandidatko za visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pa estonsko predsednico vlade Kajo Kallas, če bo tako potrdil predsednik Evropske komisije. Govorili so tudi o ruski vojni proti Ukrajini in pa razmerah na Bližnjem vzhodu, hkrati tudi o varnosti in obrambni politiki, konkurenčnosti, migracijah pa razmerah v Moldaviji in Gruziji, hibridnih grožnjah ter pa antisemitizmu, rasizmu in pa ksenofobiji. Pa najprej prosim za komentar vas, gospod Tonin. Ja, na dnevnem redu do zdaj bo tudi vprašanje v zvezi z Ukrajino, ampak do tega se še vrnemo nekoliko kasneje. Morda najprej sam teh vsebinskih zadev, ki se tičejo obrambe in varnosti. Sem kljub vsemu zadovoljen, da Evropska unija počasi doumeva in razume, da bo morala za svojo varnost poskrbeti sama. Večja kot bo ta skrb, bolj bomo tudi strateško avtonomni. Še zlasti, če se jeseni zgodi preobrat v Združenih državah Amerike, kjer bo potem pozornost na Evropi še toliko manjša in bo naša odgovornost še toliko večja. Tako da jaz vsekakor podpiram, da Evropska unija in tudi evropska obrambna industrija povezuje in združuje sile, ker na takšen način, kot smo delali doslej, da smo bili razdeljeni, smo bili enostavno nekonkurenčni in v globalni tekmi z Američani ali pa tudi drugimi enostavno nismo mogli preživeti. Tako da tukaj na področju obrambe in varnosti se nakazuje nekaj dobrih stvari. Še vedno je nejasno, ali bomo dobili evropskega komisarja tudi za obrambo. Zaenkrat morda to ni tako gotovo. Vse v parlamentu so ta prva pogajanja nakazali, da ni bilo ustreznega konsenza, da bi se oblikoval samostojen odbor za obrambo in kot se zdi, bo tudi v prihodnosti še naprej del AFET-a. In vse te stvari na nek način peljejo v smeri, da se vsi skupaj zavedamo, da bo potrebno narediti več za našo varnost in obrambo, če si bomo želeli zagotoviti dolgotrajen mir. Če kaj, potem smo pozabili, da je edina stvar, ki v tem nepredvidljivem, mestoma tudi surovem svetu deluje, je kredibilno odvračanje. Kredibilno odvračanje pa lahko zgradiš samo, če imaš take sile, da tvoj nasprotnik verjame, da te ne more premagati in te zato tudi ne napade. In tukaj je Evropi spodletelo in zdaj treba te stvari popraviti, zaradi tega, da bo Evropa tudi v prihodnjih desetletjih lahko uživala ta mir. In na nek način je res kratkovidno vsi tisti, ki strašijo, kako se Evropa na novo oborožuje, kako je to pot v napačno smer. Evropa ni bila nikoli agresivno napadalno usmerjena in zato je treba vse te postopke razumeti v smislu obrambne, odvračalne drže. Tako da, kot sem rekel, tukaj vidim nekaj pozitivnih smeri in sil, ki se kažejo. Kar se pa tiče te kadrovske razdelitve, o kateri ste govorili, moram reči, da sem se jaz zadovoljen, kar se tiče Kaje Kallas. Jaz mislim, da se je v preteklosti izkazala kot predsednica vlade, ki je imela jasna
nekomplicirana in odločna stališča. In če kaj, potem to potrebuje Evropska unija prav v danih trenutkih. Rekel bi, da sem nezadovoljen s kandidatom za predsednika Evropskega sveta. Gospod, ki prihaja iz Portugalske, je mogel z mesta predsednika vlade oditi zaradi korupcijskih škandalov. Jaz mislim, da to ni najboljša popotnica za vodenje Evropskega sveta, ampak tukaj evropski poslanci pač nimamo odločilne besede, ampak o teh stvareh odločajo voditelji držav. Mislim, da sem bistvene stvari pokomentiral. Antonio Costa, nekdanji predsednik vlade Portugalske, izkušen politik. Zanimivo in paradoksalno je to, da je dobil zelo široko podporo, predvsem sa strani predsednikov vlade, ker je kljub škandalu pokazal zelo visoko mero integritete in s tem pridobil zaupanje voditeljev. Namreč v škandalu na Portugalskem je dejansko odstopil sam, kljub temu, da je preiskava pokazala neposredne povezanosti z njim. Vpleten je bil njegov vodja kabineta in kljub temu je pokazal neko integriteto, katera je včasih tudi zelo iskana v naši državi. Odstopila je vlada, odstopil je sam, dokazal je nedolžnost. Na Portugalskem so potekale volitve in seveda tudi politične spremembe in v bistvu predstavljen je kot človek z visoko mero integritete, kar naj bi v tem trenutku v tej inštituciji tudi iskali in potrebovali. Premijerka Estonka, gospa Kallas, gotovo zelo kompetentna oseba, velika poznavalka predvsem odnosov z našim vzhodom, torej z Rusko federacijo, z Belorusijo. Tisto, kar je ključno za njeno vlogo, da bo znala videti tudi širino njenega položaja in nujnost po videnju le tega, zato ker Evropska unija se ne sooča samo z izzivom na vzhodu, ampak tudi druga žarišča nas obdajajo. Zelo pomemben bo odnos s Kitajsko, zelo pomemben bo odnos z Združenimi državami Amerike, z Indijo, s katero skušamo v zadnjem obdobju še nekoliko tesnejše sodelovati, ter seveda nam, naša bližnja, ta mediteranske države, torej Afrika, zaradi migrantskih težav. Torej, ko se nam bo predstavila gotovo, vse kar se tiče z naših vrst, bo deležna kar nekaj vprašanj tudi v odnosu do Gaze, v odnosu do arabskega sveta, ampak vseeno se nam zdi, da bo deležna naše podpore. Torej, če se kar navežem na premijerko, torej Kaja Kallas, sam osebno tukaj imam vsaj dve kategoriji zadržkov. Danes se veliko pogovarjamo o transparentnosti in mislim, da je prav, da se o teh stvarih pogovarjamo. Novinarji dobro vedo, da je gospa Kallas imela težave pojasnjevati, zakaj njen mož posluje z Rusko federacijo v tem času, ko je vojna v Ukrajini. Teh odgovorov do danes nismo dobili, ne. Tako da to je bilo zanimivo preizvedeti, ker namreč zdaj se promovira kot nekdo, ki nastopa z visoko stopnjo integritete in je zelo obremenjena seveda z vojno v Ukrajini in tudi neke vrste oblikuje neko fronto proti Ruski federaciji. Še vedno trdim in tukaj ne bom jasen. Rusija je agresor, pika, tukaj ni nobene razprave, vejica. Morali bomo pogovoriti tudi z njimi na način sobivanja na isti celini. Mi smo sosedi in bomo verjetno stali ves čas sosedi. Jaz mislim, da je preobremenjenost osebe lahko tukaj problematična in na to so tudi nekateri že opozorili. Druga stvar, ki se mi zdi pri njenem nastopu vredna poudarka, je Zahodni Balkan. Tle se z Matjažem strinjam, tle absolutno za nas prioriteta mogoče še bolj pomembna. Namreč vsi veste, kakšen je bil zadnji incident v Bosni in Hercegovini. Sicer je bilo tega zelo malo tudi, poročanega, se pravi parada srpske vojske v drugi državi je šla mimo, kakor da se nič ni zgodilo. Ampak to so zelo čudni indici. In o teh stvarih se bo treba pogovarjati. Jaz se bojim, da se situacija v Bosni zelo poslabšuje in hitro poslabšuje. In zato bo potrebno veliko več znanja, kot samo imeti nek overview nad Evropo. Seveda, in tudi tukaj se delamo z Matjažem strinjam, pa je potem vprašanje za Gazo, kjer seveda pričakujemo neko spremembo tudi evropske politike do tega vprašanja. Tako da tukaj bo treba najprej odgovoriti na prej povedane zadeve in šele potem se lahko pogovarjamo o podpori. Tako da tle sem jaz zadržan, vsaj zaenkrat.
bomo videli, kako bo. Zdaj, kar se tiče gospoda Košte, težko rečem, jaz osebno bi si seveda želel resnično, kot sem prej povedal, da dobimo voditelje, ki bodo prezentirali Evropo, to so na zadnje konec koncev naš obraz Evropske unije v mednarodnem in domačem prostoru, da so to res osebe, ki lahko smo na njih res vsi ponosni in tukaj ne bi smelo biti res trohnice dvoma, tako da tukaj bo trebno še nekaj še reči. Kaj se tiče pa obraževanja in teorije odvračanja, zdaj, dobro, nekaj malega v teh stvarih vem, ker se pač zadnjih 25 let s tem ukvarjam, ampak vendar, če bomo šli po poti tega, da bi zaradi zgradili sistem, ki bo lahko odvračal, poudarjam odvračal, potem, veste, je to popolnoma nova dimenzija v Evropski uniji. To upam, da se vsi razumemo. Namreč obrambni proračun Združenih držav Amerike znaša 780 milijard evrov, oziroma dolarjev. To pomeni za vse nas, ki živimo v Evropi, 4-krat več obrambnih izdatkov, kot jih moramo danes. Da bomo to začeli graditi, govorim. Rabili bomo pa naslednjih 25 let. Tako da jaz bi bil tukaj res zelo previden. Trdim, da deterrence ni samo povezan z trdo vojaško močjo, ampak predvsem z tako imenovanim smart powerjem, torej kombinacijo znanja, diplomacije, izkušenj in iskanje zavezništva in prijateljev in ne samo v smislu, da se pač postavljamo na okope. Tako da tle moram reči, da imam jaz malo drugačno mnenje, ker namreč taki in ekstremni vložki v obrambno industrijo bodo seveda pomenili relokacijo nekaterih drugih stvari, ki jih v Evropi jemljemo kot veliko pridobitev. To pa je zmanjševanje socialnih razlik, potem kvaliteta šolskih in zdravstvenih sistemov in še česa drugega, s čimer se nekateri naši zavezniki, predvsem v mislih ZDA, težko pohvalijo danes. Tako da jaz tega ne bi postavljal pod vprašaj in moramo biti res previdni, preden se zapeljemo po tej poti. In sem še zadnji komentar, ko sem se tudi zadnjič zboral na poslanski skupini. To, kar se dogaja v Evropi danes, me tudi zelo skrbi, namreč verjetno ste vsi zasledili to, vedno več generalov govori in komentira. To je za mene zaskrbljujoča pot. Boste imeli nekaj citatov iz nemškega generalštaba, estonskega generalštaba, ki smo se prej pogovarjali, finskega generalštaba. Veste, jaz poudarjam naslednje. Ko začnejo govoriti generali, potem je vojna neizbežna. Politika je tista, ki govori, generali pa izvajajo, kar se jim naroči. Jaz mislim, da tukaj počasi gremo v neko pot, ker te stvari postavljamo v nek nov kontekst. Bog ne daj, da bomo tako tudi končali. In jaz moram poudariti, premijeji in vlade so tisti, ki so demokratično izvoljeni in oni morajo voditi politiko. Ustrašenje generalov, takšnih in drugačnih, je pa za mene popolnoma nedopustno in jaz se sprašujem že danes, kje so ljudje v teh državah, premijeji, ministri in vsi ostali, da namesto njih take izjave stresajo nekateri, ki bi mogli biti tiho, popolnoma tiho. K naslednji točki dnevnega reda ustanovnega zasedanja novega sklica Evropskega parlamenta, torej podpora Ukrajini novega sklica Evropskega parlamenta, pa vas tudi tu prosim za mnenje, gospod Tonin. Ja, nekaj malega odvračanja v obrambi vem, ker sem operativno 2 leti sodeloval kot minister za obrambo. In sicer vem, kako te stvari tečejo, kako je izgledal sestank, ki smo ga imeli na Brdu pri Kranju, ko smo bili ministri za obrambo vseh 27 držav in ko nas je ministrica za obrambo Nemčije vprašala, ali imamo zmogljivosti, da bi vendarle ohranili vse tiste civilno-družbene pridobitve, ki so bile v 20 letih pridobljene v Afganistanu, potem ko je Amerika napovedala umik in smo seveda vsi gledali v tla, v mizo in vse tisto, kar je bilo težko pridobljeno v 20 letih, je bilo seveda izgubljeno in vprašamo se, kje so danes pravice žensk v Afganistanu in še kjer druge. Kar se tiče Ukrajine, moram reči to, da je ruska propaganda v Sloveniji zelo učinkovita in sicer večji del javnosti verjame tej ruski propagandi, ki trdi, da je nadaljna podpora Ukrajini zgolj podaljševanje vojne in da je edina rešitev za mir kapitulacija Ukrajine. Ampak zgodovina je vedno doslej pokazala, da kadar je neka država bila prisiljena v kapitulacijo, je bil to vedno nastavek za novo vojno. Tako da sem jaz prepričan, da rešitev ni v kapitulaciji Ukrajine, ampak je naša moralna dolžnost, da podpiramo Ukrajino, da se lahko brani, dokler so se njeni državljani pripravljeni braniti. Gre ne nazadnje za izjemno simbolno vprašanje, ali bomo dovolili
v 21. stoletju, da je še vedno meje možno spreminjati na nasilen način. Da imaš močnejšega soseda, ki se v nekem trenutku odloči, da bi ti vzel del tvojega ozemlja. Jaz mislim, da je tudi v tem naša moralna dolžnost, da temu rečemo ne. Da ni čas, da ne živimo v obdobju, ko se lahko meje spreminjajo na nasilen način. In to je še zlasti izjemno pomembno za majhne narode, kakršne je Slovenija. Ne pozabiti, da so stvari v zgodovini zelo volatilne. Če je propadlo neko rimsko cesarstvo, kdo nam garantira, da bo Evropska unija in še kakšna druga povezava večna. In kdo nam garantira, da morda kdo izmed naših sosedov ne bo imel kakšnih ozemeljskih teženj čez 100, ne vem koliko let. Tako da stvari niso tako enostavne, ko jih postaviš v nek širši zgodovinski koncept in zaradi tega je treba biti pri tej zgodbi v zvezi z Ukrajino seveda realist in pa realističen. In jaz mislim, da edina stvar, ki lahko pripelje k koncu vojne v Ukrajini, je naša enotnost, je naša odločnost, da pokažemo Putinu, da te vojne pač ne more zmagati, ker on računa na našo utrujenost, on računa na to, da ima zahodna javnost tudi volivce, tudi kritično javnost, on vsega tega nima in zato je prepričan, da nas bo na dolgi rok seveda izčrpal. Ampak vprašajmo se, kakšen je rezultat, če v tej vojni Putin zmaga. Kdo je naslednji? Morda Moldavija, morda baltske države. Skratka, stvari postanejo zelo neugodne in nepredvidljive in tudi zato se mi zdi pomembno, da zgradimo odvračalne sile zaradi nas samih, ne zaradi kogarkoli drugega. Tisti, ki imajo veliko povedati na račun Amerike, bi pričakoval, da bi v takih trenutkih tudi zagovarjali evropsko strateško avtonomijo in da mi sami skrbimo za svojo varnost in da nismo odvisni od drugih. Kar se pa tiče govorjenja generalov, seveda marsikaj je spodbojeno tudi strani medijev, ker dobivajo vprašanja. Jaz o tem, da generali govorijo, ne vidim težavo, dokler smo demokratična družba. Ker v demokratičnih družbah, kakršna je tudi Slovenija, je kristalno jasno, da je vojska pod civilnim nadzorom in da vojska lahko naredi točno tisto, za kar se politika odloči, nič več in nič manj. Tako da tisti, ki jih je danes strah, ko generali govorijo, potem najverjetneje govorijo o tem, da jih je strah za evropsko demokracijo in na nek način nakazujejo, da del evropskih držav ni več demokratičnih držav, kjer bi bila vojska še vedno pod civilnim nadzorom. Zelo težko vam odgovorim na vaše vprašanje, kajti če govorimo samo o Ukrajini, je kot da bi govorili samo o drevesu, ne pa o celotnem gozdu. Mene skrbi več stvari in ta skrb je večplastna. Tako kot me skrbi, kaj se dogaja v Ukrajini, tako me skrbi, kaj se dogaja v Gazi, kaj se dogaja v Afriki, kaj se dogaja v arabskem svetu, kaj se dogaja v odnosu do Kitajske, kaj se dogaja v odnosu do Združenih držav Amerike. Mislim, da novembra, ko bodo potekale volitve, je lahko to še bolj ključno za Evropsko unijo in za njeno varnost, kot to, kar se dogaja v Ukrajini. Torej, je težko govoriti samo o velikem finančnem vlogu, ki ga Evropska unija namenja, bom rekel, oboroževanju in tudi preživetju samemu Ukrajincev, ne da bi govorili na splošno o celotni varnosti in celotnem geopolitičnem prostoru, ki se srdito spreminja. Torej, skrbi me prisotnost Kitajske, ki dejansko vladuje vse komunikacijske poti, ko govorimo pot do surovin, osnovnih surovin, ki nam omogočajo, bom rekel, konkurenčnost tudi evropskega gospodarstva. Skrbi me gospodarska, trgovinska vojna. Torej, jaz mislim predvsem, da se moramo zavedati, da danes ne gre več za Nemčijo, ne gre več samo za Italijo ali pa za Španijo, ampak gre za celotno Evropsko unijo. Seveda je treba vedeti, da če želimo ohraniti predvsem mir in če želimo ohraniti standard življenjski, ki ga imamo, potem bo treba bistveno več vlagati v diplomacijo in v politiko, ne pa v groženje z orožjem. Res je, da to nikoli ni ena smerna pot, ampak še vedno je zahodni svet tisti, ki dejansko lahko kroji določene spremembe. Še vedno smo v tej vlogi, če imamo korekten odnos do Združenih držav Amerike in do velikih gospodarskih, političnih in vojaških akterjev. Torej, tisto, kar bi si v tem trenutku in ne bom filozofiral, ker jaz mislim, da tukaj vsi prisotni vemo, kako velika zgodba se dogaja nam pred očmi kot generacija po vojna, ki dejansko prvič se soočamo z resnimi globalnimi konflikti.
ampak v bistvu gre se za to, da se moramo zavedati, da so evropske vrednote tiste, ki lahko v bistvu kažejo pot ne samo Evropi, ampak tudi celotnemu svetu. In zakaj? In s tem bom tudi zaključil, zato ker tudi znotraj Evrope se dogajajo srdite spremembe. Mi smo za volitvami v Franciji se mogoče izognili nadaljevanju nekega toka, ki bi lahko spremenil Evropsko unijo kot takšno in s tem tudi države članice. Torej, ne gre samo za Ukrajino, gre za vse nas. Torej, Ukrajina, strinjam se z ugotovitvijo gospoda Tonina v prvem delu stavka, ker govori o tem, da ne smemo pristati na kapitulacijo Ukrajine. Se strinjam popolnoma. Ne smemo pa biti prepričani oziroma iti po poti, ki jo je ravno gospa Ursula predstavila, to pa je, premagali bomo Rusijo. Se strinjam. Mi smo se v zgodovini naučili, da je mir lahko doseči in kohabitacijo, kadar ni poražencev in zmagovalcev. Kdorkoli bo poraženec ali zmagovalec v tej zgodbi, bo seveda to zametek naslednjih težav. Torej, zaradi tega jaz ves čas govorim, da je potrebno najti pot, da se dogovorimo o tem, kako bomo sobivali na naši celini. To bo nujno potrebno. In težko bo seveda povabiti nekoga za mizo, da se pogovarja z njim, če mu ves čas govoriš, kako ga boš ti vojaško in sicer zlomil, premagal in še kaj drugega. Torej, tukaj bo treba verjetno nekako drugače se teh stvari lotiti in jaz mislim, da je ta čas zdaj res že prišel, ker se mi zdi, da drugače ne bomo se izvili iz tega konflikta oziroma iz te vojne. Se strinjam tudi z ugotovitvijo geopolitične scene. Tukaj seveda se v tem konfliktu se presečišča najdejo velikih sil, Kitajska je bila že omenjena, interesi Združenih držav Amerike prav tako, torej tukaj se res veliko dogaja in večina tega dogajanja gre na škodo Evropske unije. Jaz mislim, da tudi zaradi tega bo potrebno zunanjo politiko malce drugače definirati, iskati način, kako bomo zasledovali tudi svoje interese in ne vedno samo sledili nekaterim drugim pobudam in to dosegati na način pametne diplomacije in ne samo surove vojaške moči, to ponovno poudarjam.